Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden so v Poljčanah. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 40 minut. In še trenutna lestvica top 10. Začela bova v centru Poljčan in že lahko vidiva najin zadnji postanek Boč. Zanimivo dejstvo v tej občini. Ustanovljena je bila leta 2006. V njenem grbu pa lahko vidva mogočno goro Boč, reko Dravinjo in veliko nočnico. Tukaj je res veliko lokacij za raziskovanje, zato začniva. Let's go. Lali, kaj greš tako hiter? Cool lokacija, lepa opazovalna točka za ptice. Ok, wow, olej tega metulja. In čisto blizu lahko živi do naslednjo lokacijo. To je Stari Kozolc. Tam pa je še ena zanimiva stvar, stranišče Štrbunk. In že sva pri Kozolcu. Tamle zadnji pa že stranišče na Štrbunk. Sam sem ga šel tudi preizkusiti. Predno greva naprej, pa bova prebrala malo o zgodovini in se tudi prvošla mehen prigrizek. Ampak ja, naslednja postojanka vas bo 100% presenetila. Ta lokacija je za vse eko-navdušence ali pa ljudi, ki imajo radi pametne ideje. Nahaja se v Mednarodnem centru samooskrbe v Dolah. Ta kraj je namenjen samooskrbi, imeti svojo vodo, pridelovati svojo hrano in živeti v harmoniji z naravo. Tukaj lahko vidva jurto, tradicionalni mongolski dom. Poleg nje so še čajnica in pa sušilnica, popolna staza zelišča in sadje. In pa še dr. Ana Vovk, lastnica, ki nam bo povedala več o tem edinstvenem kraju. Zdaj, kaj najdete vse tu? Tukaj si lahko pogledate 6 različnih pridelovalnih sistemov, ki od vas ne zahtevajo nobenega fizičnega dela, kot so gomile, visoke grede, podpobočne grede, grede v škatlah, potem grede v obliki povišanih gred. To so sistemi, ki temeljijo na nalaganju biomase in ker se vsa voda sama shranjuje, istočasno se organska snov kompostira, rastline, ki rastejo v teh sistemih, ne potrebujejo naše fizične moči. Zdaj, celo območje je veliko 1,5 hektara, to je zelo malo, v primerjavi z klasičnimi kmetijami, vseeno pa na njem zraste vse in je možna 80% samooskrba. Tako da vsi tisti, ki bi želeli povečati lastno samooskrbo, tako iz vidika pridelave hrane, lastne vode, kako tudi skrbi zase, lahko tukaj najdete navdih, ideje in preko delavnic pridobite tudi praktične izkušnje. Ana res pozna vse trike za izboljšanje zemlje, zato je idealna za sajenje različnih rastlin v njenem rastlinjaku. Tukaj je nekaj rastlin, ki jih uporablja za naravno zdravljenje. Na tej strani je korenina svetlobe ali svetlobni koren, ki velja za izredno močno rastlino za ščitenje možganov, proti demenciji, za uporabo več možganov, ne samo 5%, in predvsem, da čuva, da ne pozabljamo, da lahko globlje razmišljamo. Tako da vsi tisti, ki vas zanima korenina svetlobe, vabljeni, da se tudi naučite, kako se goji in si jo lahko potem tudi sami gojite. Tukaj za nami je sladki pelin. Sladki pelin je trenutno najbolj iskana rastlina, zato ker je proti raku uradno dokazano medicinsko in se uporablja za obnovo celic. Tako da mnogi ljudje ga tudi preventivno uporabljajo, ker vemo, da so danes rakava obolenja zelo problematična. Izredno hvaležna rastlina, ne potrebuje nič, jaz mu dam prednost, kjerkoli začne rasti, ima prednost, da lahko raste, sicer imam zunaj tudi en nasad. Tukaj le v roki držim aktualno za Slovenijo novo rastlino, to je perila. Perila prihaja iz vzhodne Azije
in je znana po tem, da ima zgoraj zelene liste, od spodaj pa take vijolične, in vijolična barva seveda pomeni, da nas dviguje v načinu razmišljanja in je proti vnetjem. Za vse tiste, ki imate kakršnekoli težave z vnetji, vnetja so pa glavni razlog za številne bolezni, je perila izredno pomembna, ker lahko uporabljamo celo rastlino za čaje, za omake, za juhe, kot zelišča, uporabljamo jo tudi v kisu, v olju, praktično ima neomejeno uporabo. In tukaj zraven je še gabes. Gabes uporabljamo za pospeševanje kompostiranja. Vemo, da je kompost težko pridelati tako enostavno in si lahko posadimo korenino gabeza in ko delamo kompost, ga lahko samo ta gabez dodamo in bomo dobili bistveno prej kvalitetni kompost. Če se pa kje poškodujemo, gleženj, rameno ali pa karkoli, si pa ta list damo na rame, tako da začne delovati in izredno pospešuje zunanje celjenje. Tukaj je še pa ena pomembna rastlina, to je artičoka. Njena domovina je seveda bolj južna Slovenija, ampak raste tudi v našem klimatskem pasu, se pravi osrednja in pa vzhodna severna Slovenija. Je pa pomembna zato, ker je glavno čistilo za telo. Nadomešča pegasti badelj, ki ga je zelo težko čistiti zaradi njegovih bodic, tako da s pomočjo artičoke si lahko počistimo jetra, ledvice, praktično celo telo, kri. In vemo, je tudi kulinarična, zelo posebna rastlina, ker lahko ponudimo kot predjed, kot del obroka. Edino, kar je, da pozimi pazimo, da nam ne zmrzne, zato jo gojimo najbolje pod pokritimi površinami. Slika iz leta 2010 in zdaj 15 let kasneje. Tukaj ima tudi nekaj za divje živali. In tega ne boste verjeli, še štange za trenirati, tako da se moram iti parkrat dvigati. Okoli zidavajga. In še zadnja stvar, čas je, da pogledava zemljanko. Midva jih tudi rečeva Hobitova hiša. Vstopili bomo 3 metre v globino in je to en taki način, kako si lahko na osnovi izkoriščanja energije zemlje shranjujemo to, kar pridelamo. Namreč zemljanka ima zeleno streho, to pa pomeni, da jo ta streha čuva pred visokimi temperaturami poleti in po zimi pred nizkimi temperaturami. Telo zemljanke je pa v hribu, kar pa zopet pomeni, da zemlja čuva, da se temperature ne dvigujejo oziroma ne padajo. Zato ima zemljanka celo leto v notranjosti podobno visoko temperaturo. To je okoli 12 stopinj, 12, 13, odvisno koliko se vrata odpirajo. Zato je idealna za shranjevanje domačih izdelkov. No pa pejmo, gremo v Hobitovo hišo. Frodo! Look at this, wow. Underground. I feel like I'm in a Minecraft world. Tukaj lahko kupite stvari. Vse je naravno in domače. Res zelo lepa lokacija. Naslednji postanek pred kosilom je v Studenicah pod goro Boč. Tukaj so 3 znamenitosti. Samostan, cerkev 3 kraljev in ostanki starega gradu na hribu. Malo sprehoda, ampak ne do gradu. Hočemo videti razgled na cerkev in samostan. Ne vem, če se dobro vidi, ampak tukaj je samostan z druge strani. Prejle so bila tam zgori in sva naredila cel krog. Ta samostan je ogromen, res ogromen. Začel je izstopati okoli leta 1230. Ko je Zofija Rogaška v kraju tik ob Studencu milosti postavila popotno postojanko s cerkvijo, poznano kot hospital. To je kip Zofije Rogaške, ki je v 13. stoletju ustanovila samostan. S časoma je bil samostan utrjen, razširjen in kasneje preurejen v baročnem slogu. Ajde, Lali, pokaži, kako boš natočila vodo. Aja, si jo že, to je bilo pa hitro. Refreshing. Ja. Za to pustolovščino so se ostale v gostilni Kidrič. Res pa navdušena, da lahko preizkusva, ker ima odlične ocene, pa tudi vzdušje je zelo prijetno. Evo
Evo, mehna miza za 2 osebi. To je prijetna družinska gostilna, kjer se takoj počutiš dobrodošlo. Začela sva z domačo gobovo juho, za prilogo pa ajdovi žganci. Oh, you will love it. Oh my god, the žganci. Yeah. I could probably eat all of this. Ajde, žganci. They just melt. Žganci se kar stopijo v usti. Juha je bogata in polna okusa. In seveda si nismo mogli opreti še eni rundi. Round 2 of the first dish. Medtem ko jeva svežo mešano solato, pride glavna jed. Pazi, Lali. Lahko. Oh my god. Hvala. Look how big this is. Čisto že pripravljena na ta velik burger. Ampak najprej pride še druga glavna jed. Pečenka s krompirjem. Chin. First bite of the pork. A little bit of potato. So soft. Melts in your mouth. Flavorful. Potato time. Oh yeah. Of course. Yes. Pečenka je mehka s popolno hrustljavo skorjo, krompir pa je zlato zapečen in poln okusa. ASMR time. Best part, the crispy skin. Let's go. You know what time it is? That means it's good food. Čas je za sladico, začela bova s slivovimi cmoki. There's always room for dessert. Oh my god. Let's see. Oh my, yeah, look at this. Homemade. Tok so mehki, sladki in polni slivovega nadeva. In za konec še skutina torta. Oh yeah. My type of. Dessert. It's so light. Lahka, puhasta in polna okusa. 10 od 10. Finito. Finito. Kosilo je že globoko v najinih želodcih, zato sva šla čez cesto raziskat Križečo vas. Vas se ponaša za etnološko dediščino, zaradi česar ji pripada laskav naslov prve med vasmi etnološke dediščine v Sloveniji. Tukaj lahko odkrijava veliko zanimivih kotičkov. Najprej sva pokukala v tradicionalni mlin na veter, kjer sva lahko poskusila mleti moko na roke. Nato sva šla v staro kmečko hišo s krušno pečjo. Na koncu pa se ugledala še vinsko prešo, staro več kot 180 let. Poskusila sva tudi stiskalni mehanizem. Come here, Laura. In zdaj, evo, tamle zgori v oblakih je razgledni stolp na boču. Upava, da bodo šnehu oblaki se umaknili, ko se bo pripeljala gor. Nažalost, vreme ni zdržalo. Hotela sva iti na razgledni stolp, da bi videla pol Slovenije, ampak vreme je preveč slabo. Razgledni stolp na boču je na meji med Poljčanami in Rogaško Slatino. Ko bova v prihodnosti obiskala Rogaško Slatino, bom definitivno šel na ta stolp. Občina 26 od 212 končana. Občino Poljčane uvrstiva na 8. mesto. Hvala, ker si vzel čas in pogledal ta video. Če ti bo všeč, stisni gumb za všečkanje, narod se na najin kanali popolnoma brezplačno, deli med svoje prijatelje in se vidimo v naslednji epizodi. Čau in vse dobro!